Pozdravljeni. Medosna razdalja bolidov je tema, katera se skozi pojavlja v medijih. In v mnogih primerjavah smo videli, kako je ta narasla od tistih prvih začetkov v sodobni Formuli 1 leta 1950 po raznih stopnjah in danes imamo možnosti videti bolide z najdaljšo medosno razdaljo. A primerjava s preteklostjo mogoče mnogokrat ni prav poštena, namreč različni pravilniki, različne omejitve in tudi drugačni pogonski sklopi oziroma motorji. Ne moremo primerjati bolida iz leta 1950 s tistim z leta 2019. Meni je to logično, tudi osebni avtomobili leta 1950 so bili v povprečju manjši od tistih iz leta 2019. A vseeno, z primerjavo medosnih razdalj bolidov v nekem bolj omejenem obdobju, recimo v obdobju te pogodbe Concorde od leta 2014 pa do danes, lahko marsikaj vidimo in lahko ugotovimo, kako gre razvoj in zakaj je prišlo mogoče do nekaterih zapletov pri nekaterih ekipah. Preden začnem, rahlo opozorilo. Analizo vseh bolidov te sezone Formule 1, njihove medosne razdalje in kota ravnega dna nad tlemi sem že opravil. Bližnjico dobite seveda v opisu. In razlaga, kaj je to rejk, je tudi tam. Danes se bom posvetil bolj analizom treh glavnih ekip, Ferrari, Mercedes in Red Bull, zaradi tega, da bo ta prispevek malce krajši, manj zakompliciran in seveda po teh treh ekipah nekako primerjamo vse ostale, tako da bo bolj jasno. In seveda tudi še eno opozorilo. Podatke, ki jih bom navajal, seveda nisem izmeril jaz, dobil sem jih v različnih virih in različni viri navajajo rahlo različne podatke. Tako naj mi kdo ne zameri, če bojo številke, ki jih bom sedaj tu navajal, lahko drugačne od tistih, ki jih bo kdo zasledil v kakem drugem viru. A menim, da te številke nekako kažejo neko stanje in če bo kdo dobil kako, ki bo 5-10 mm različna, upam, da to ne bo pokvarilo tistega splošnega vtisa, ki ga daje ta primerjava razdalj. Začnimo. Poglejmo najprej, kako je možno, da je tak porast nastal v tem tako kratkem obdobju. Namreč, če pogledamo medosno razdaljo, ki jo je imel Ferrari leta 2014, je bila ta ocenjena na približno 3450 mm, leta 2019 pa na 3653 mm. Torej, če zaokrožim 200 mm v tem kratkem obdobju, kar bi lahko prevedli na povprečen narast 4 cm na sezono, kar je ogromno, če bi bilo res. Namreč, če pogledamo, kako je rasla ta medosna razdalja skozi sezone, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vidimo, da ni bila konstanten narastek. Namreč 15. se je malo zvišala, 16. za malenko znižala in nato med 16 in 17 bistven porast in nato malce naprej. Podobna zgodba pri Mercedesu, kjer je zanimivo, da v sezoni 2015, se opravičujem za 2014, relevantnih podatkov ni bilo, je bila 3411, manj kot Ferrari leta 2014. Nato 3500 in nato med 16 in 17 spet ogromen porast in nato nekje konstantno z majhnim znižanjem letos. Podobna zgodba pri Red Bullu. Tudi tu za 2014 ni relevantnih podatkov, a pojdimo 2015 3459, manj kot Mercedes, še enkrat, ukolikor so podatki točni, nato malo manj in med 16 in 17 se je rahlo znižala. In to imejte v mislih, kajti k temu se bomo vrnili, nato med 17 in 18 izjemen porast na 3550 in letos 3619. Za primerjavo tisti drugi podatek, katerega sem omenil, tisti kot rejk, je pri Ferrariju v vsem obdobju približno konstanten. 1,5 stopinje, desetinka vgor, desetinka dol, seveda merjeno po fotografijah, a da imamo v mislih to, da se ni bistveno spreminjal v celotnem obdobju. Pri Mercedesu isti podatek, ampak okrog stopinje, medtem ko pri Red Bullu 1,9. Tako da imamo neko sliko. A kje je sedaj tisti vzrok, zakaj se je med sezono 2016 in 2017 dvignila medosna razdalja na bolidih Formule 1?
Kaj je tista sprememba, ki je vplivala na tak porast in zakaj pri Red Bullu je prišlo do tiste razlike? Prva zadeva, ki mi je prišla na pamet, je porast rezervoarjev, to se pravi količine goriva, ki so jo imeli bolidi na razpolago. Namreč 2014 je bila omejitev na 100 kg, 2017 so jo dvignili na 105 in 2019 na 110. Ukolikor bi to držalo, bi te podatki tudi med sezono 2018 in 2019 podobno porasli, a niso, in tudi 5 kg goriva, po mojem osebnem mnenju, ne opraviči tega. Pogledal sem malce te fotografije, ki nam jih dajo na razpolago, te montaže, tudi primerjave maket, katere upam, da so vsaj v podobnem merilu, če ne že enakem, in nekaj sem opazil. Da razlika med tistimi bolidi iz preteklosti in tistimi, ki jih vidimo danes, je pravzaprav v zadnjem delu, v tem delu pogona. Seveda, kot sem povedal, pogonski sklop, hibridni pogonski sklop je izjemno kompleksna zadeva. A če pogledamo, kar je bilo leta 2014, so bili elementi isti in razvoj nekako, vsaj kolikor si jaz predstavljam, bi mogel iti v to smer, da bolj kot je zadeva razvita, manjše so komponente in ne večje. Kje je sedaj ta skrivnost, da smo nekje dobili v sezoni 17-18 bistveno daljše bolide? Če primerjamo fotografije, vidimo najprej eno zadevo. Ta površina ravnega dna, ki je vidna z vrha, se je bistveno povečala. In te bočni usmerniki, ki so danes že podobni nekim modernim skulpturam, so se bistveno razvili v tem zadnjem obdobju. To se pravi, aerodinamične raziskave na tem bočnem delu bolida so bistveno napredovali. Vidimo, kako so obdelana ta ravna dna tudi na vrhu in kako izdolbeni so boki. In to je tista razlika med sezonami 2014 in 2019, katero menim, da je potrebno držati sedaj v obziru. Namreč, inženirji so ugotovili, da je za pridobivanje aerodinamičnega oprijema potrebno tudi uporabljati zgornji del ravnega dna, ne tudi spodnjega. S tem, ko so zdaljšali medosno razdaljo, so pridobili večjo površino ravnega dna, tako nad kot pod bolidom, se strinjamo vsi, a tudi nekaj drugega moramo držati v obziru. Namreč, elementi pogonskega sklopa so tisti, ki jih imamo, ne moremo jih zmanjšati. In okolikor hočemo zmanjšati te boke, jih postaviti bolj skupaj, to se pravi znižati tisto čelno površino oziroma odkriti dno, moramo te komponente nekako drugače zložiti pod pokrov pogonskega sklopa. In če jih ne moremo v širino, jih verjetno moramo v dolžino. Sedaj pa se moramo spomniti sezone 2017. Red Bull RB13. Po mojem osebnem videnju izjemno ekstremen bolid iz strani aerodinamične učinkovitosti. In videli smo kratko medosno razdaljo. Spomnite se, kakšne težave so imeli z zanesljivostjo tega bolida, naprimer v končnem delu sezone, kakšne probleme je imel naprimer Daniel Ricciardo, ampak tudi Max Verstappen. Je mogoče tu povezava, da so te komponente pogonskega sklopa dali preblizu, preskupaj, preveč stisnili ta paket, tako da se je pregreval in imel določene težave z zanesljivostjo. Ne vem, nisem inženir, nimam teh podatkov, a razlika je v tem, da med sezono 2017 in 2018 ogromen porast in zanesljivost se je izboljšala, da ne govorim na tisto, kar vidimo letos. Ampak samo v razmislek. Seveda, tu je po mojem tista na oko najbolj očitna razlika, to se pravi raziskava aerodinamike v teh bočnih delih, kateri so izdolbeni tudi na spodnji strani, seveda tudi zmanjšanje površine hladilnikov, kar je nekako logično z razvojem, ampak tu je verjetno, po mojem mnenju, tista skrivnost, zakaj vidimo letos v sezoni 2019 na splošno bolide s tako dolgo medosno razdaljo. Namreč tudi Red Bull, eden izmed bolidov z najkrajšo medosno razdaljo, ima prekleto veliko številko, 3619 mm, kar je ogromno v primerjavi s tistim, kar smo videli pri Ferrariju leta 2014, ponavljam 3450. Tako da trendi v Formuli 1 so ti. Zdaljšanje lahko pričakujemo še v prihodnosti, a ne zaradi kakih drugih razlogov kot iz razloga aerodinamike same. Seveda, to je moja osebna analiza, moje videnje, s katerim se lahko kdo tudi ne strinja, ukolikor ima kako drugo mnenje, prosim, zato imamo pripombe. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.